Ljubljansko okrajno sodišče je vse 3 obtožene v zadevi Patria, predsednika SDS-a Janeza Janšo, lastnika Rotisa Ivana Črnkoviča in brigadirja Toneta Krkoviča spoznalo za krive kaznivih dejanj, povezanih z dajanjem ali sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje v postopku izbora in nakupa finskih oklepnikov. Sodišče je sledilo predlogu tožilstva in Janšo obsodilo na 2 leti zapora, Črnkoviča in Krkoviča pa na 22 mesecev zaporne kazni. Vsi bodo morali plačati še pod 37 000 € stranske denarne kazni. Sodba še ni pravnomočna. Pričakovati je pritožbe na sodbo, prav tako se mora postopek končati zoper nekdanjega prvega moža slovenskih elektrarn Jožeta Zagožna in poslovneža Valterja Wolfa, ki sta izločena iz postopka. Pred stavbo sodišča pa se je v podporu Janezu Janši izbralo več 100 ljudi, ki so ob njegovem prihodu na sodišče vzklikali njegovo ime, posebej glasni pa so postali ob novici, da so bili obtoženi spoznani za krive. Nekateri Janševi podporniki so kričali, drugi jokali, spet druga skupina, pa bi Janšo rada videla za zapahi. Nadzor nad specializiranim državnim tožilstvom v primeru Hilde Tovšak je pokazal, da je bila obtožnica vložena preuranjeno, ter da bi moral tožilec Harij Furlan ob prekvalifikaciji kaznivega dejanja opozoriti na predolg pripor za Tovšakovo. Za Furlana bo generalni državni tožilec Zvonko Fišer zato zahteval izdelavo ocene tožilske službe. Prvi javni uslužbenci bodo danes z majsko plačo v skladu s sodnimi odločbami prejeli razliko do polnega regresa za lani. Hkrati pa bodo upravičenci dobili tudi regres za letos. Ob tem bo že junijska plača, ki jo bo 155 000 javnih uslužbencev prejelo julija, različno nižja, saj bodo v njej upoštevani vsi dogovorjeni varčevalni ukrepi za znižanje plačne mase. Danes zaznamujemo Svetovni dan okolja, letos poteka pod geslom Premisli, jej, varuj in je namenjen ozaveščanju o hrani, ki jo zavržejo gospodinjstva oziroma zmanjševanju prehranskega odtisa. Vsako leto namreč od smeti odvržemo 1,3 milijarde ton hrane. V Mariboru je tako na trgu Levna Štuklja Zveza prijateljev mladine organizirala pestro dogajanje za mlade. V delavnicah so se otroci preizkušali v lončarjenju, iz odpadkov in naravnih materialov pa so izdelovali glasbila. Ogledali so si tudi predstavo Nihče na tem svetu ne sme biti lačen. Mariborski akvarij in terarij, ki ga letno obišče okoli 25 000 ljudi, junija praznuje 60 let delovanja. Ob tem so pripravili likovno-ustvarjalni natečaj na temo Podvodni in terarijski svet. Ustvarjalo ga je več kot 1800 otrok pod mentorstvom 120 učiteljev iz podravskih osnovnih šol. Izbrana in nagrajena dela so tudi razstavljena v nakupovalnem središču Kulandija, kjer bodo na ogled do 16. junija. Ob jubileju zaposleni v akvariju, ki velja za eno najpomembnejših tovrstnih ustanov v južni in srednji Evropi, upajo, da bodo kmalu dobili nove prostore, saj je stara stavba že zelo dotrajana. Popoldne in jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale se bodo krajevne popoldanske plohe, predvsem jutri tudi posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Danes v dnevniku televizije Maribor. Kakšne nepravilnosti je v ptujski bolnišnici odkrila davčna inšpekcija? Hrvaški strokovnjak Ante Čačić je novi trener nogometašov nogometnega kluba Maribor. Ena največjih rekreativnih kolesarskih prireditev se po 11 letih seli v središče Ptuja. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.